Premier Borut Pahor, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestal s predsedniki parlamentarnih strank. Udeleženci pred srečanjem, na katerem po napovedih razpravljajo o nedavnem znižanju bonitetne ocene Sloveniji in arbitražnem postopku o reševanju vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško, izjav niso dajali. Na dnevnem redu srečanja pa so tudi gospodarske teme. Razmere v območju evra so se znova nekoliko zaostrile, potem ko je bonitetna agencija Standard & Poor's v petek zvečer 9 državam, tudi Sloveniji, z evrom znižala bonitetno oceno. Predsedniki strank bodo spregovorili tudi o pripravi slovenskih stališč pred vrhom Evropske unije, ki bo 30. januarja. Slovenijo pa bo na njem zastopal Borut Pahor. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je novembra lani ostala enaka kot oktobra, bila je 11,9%. Število zaposlenih se je v novembru najbolj znižalo v gradbeništvu, in sicer za okoli 1200, najbolj pa zvišalo v izobraževanju za okoli 300. Kot smo izvedeli, se za najem tovarne vozil Maribor, ki je od marca v stečaju, zanimata dva interesenta. Med njimi je ponovno nizozemska družba Durakar, s katerim so se pogajanja enkrat že neuspešno končala. Tokrat naj bi za njimi stal turški kapital. Ponudbo za najem pa je oddal tudi mariborski podjetnik Mohamed Avadala, vendar je stečajna upraviteljica Alja Markovič Čas to pogodbo označila za neresno. Stečajni postopek se tako nadaljuje. Upraviteljica naj bi predvidoma marca začela prodajati premoženje podjetja na javnih dražbah. Upniki, ki imajo za 22 milijonov evrov priznanih terjatev, od stečajne mase ne morejo pričakovati veliko, saj naj bi bile zaloge ocenjene na nekaj manj kot pol milijona evrov. Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvem krogu Evropskega prvenstva v Srbiji v Vršcu izgubila z Norveško 27-28. Slovenski rokometaši so si med tekmo nabrali že lepo prednost, vodili so z 21-16, toda nezbranost naših in dobra obramba norveškega vratarja sta na koncu prinesli zmago Norvežanom. Rokometaša v prvem delu Evropskega prvenstva čakata še dve preizkušnji. Najprej se bodo v sredo pomerili s Hrvati, 2 dni kasneje pa še z Islandci. Oboji pa so na mednarodni jakostni lestvici uvrščeni pred Norvežani in Slovenci. Glede na to, kako smo odprli tekmo, prišli smo iz -6 na +4. Dejstvo je, da smo igrali obrambo 6-0, da nas je fejs izčrpala. Jaz lahko sam čestitam fantom. Osebno za mene so oni zmagali to tekmo. Rezultat drugače kaže, ampak tisti, kjer je pogledal tekmo, pač ve, zakaj je temu tako. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo okoli -5 stopinj, najvišje dnevne pa do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho, zapihal bo zahodni veter. V petek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Krajani Starošinc proti odlaganju spornega mulja v bivši gramoznici. Policisti bodo v naslednjih dneh iskali predvsem voznike, ki bodo med vožnjo nepravilno telefonirali. Filip Fliser na tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu dosega vse boljše rezultate. Bodite z nami ob 18.